Spomnimo, Doris Urbančič-Vindiš je direktorsko mesto Zavoda za turizem Maribor Pohorje zasedla lansko leto marca. Po 8 mesecih tik pred koncem lanskega leta pa je svet zavoda že predal nezaupnico. Razlogov je več. Da se premalo vlaga v šport, z druge strani, da se premalo sodeluje z gospodarstvom, z tretje strani, da se premalo sodeluje s sosednjimi občinami. In teh razlogov je bilo kar nekaj. Je pa res, da glede na to, da sem imela zdaj v januarju komaj 8 mesecev, odkar sem nastopila ta mandat, je v tako kratkem času nemogoče vse te stvari že združiti. Pa zdaj rekla, da je izključno bilo podano nekaj, kar bilo sporno za Zavod za turizem in v bistvu sporno za mene kot direktorico, pa v bistvu ni utemeljenih razlogov in nobeden izmed navedenih razlogov ne obstoji. Svet zavoda naj bi se neuradno pred dnevi že sestal, vendar zaradi odsotnosti predsednika sveta zavoda Gregorja Bezlaja to ni bilo mogoče. Kot nam je pisno sporočil, bo odsoten do nedelje. Na vprašanje, kdaj bo sklical sejo, pa ni podal odgovora. Ve se, da globalnih sprememb v 8 mesecih ni možno narediti, vse, kar so na zavodu v tem času izvajali, pa je bilo v skladu načrta za leto 2017, ki so ga tudi sprejeli in potrdili člani sveta zavoda. V bistvu tako je. Mi imamo na zavodu kar nekaj projektov. Recimo, če izpostavim enega, je recimo ena izmed takšnih Dravska kolesarska pot, ki se izvaja tudi v sodelovanju z nekaterimi najbolj močni partnerje RRA Koroška. In znotraj tega projekta so potem različni sofinancerji, ki se vežejo prav na ta projekt. In v tem primeru vsaka občina sofinancira projekt. Ukolikor pa gledamo zdaj na splošno delovanje celotnega zavoda in promocije, trženja in vsega tega, kar je v bistvu naloga, prvobitna naloga Zavoda za turizem Maribor Pohorje, pa v tej obliki še nimamo narejenega načrta sofinanciranja sosednjih občin, torej soustanoviteljic in hkrati tudi vseh občin, če bi jih gledali Štajerske regije, teh pa je vse skupaj tudi z Mariborom 22. Do včeraj direktorica zavoda imela čas, da odda pisne odgovore na vprašanje sveta, kar je tudi storila. Če ne bodo zadovoljni z njenimi odgovori, bodo morali pridobiti tudi mnenje 3 drugih občin, ki so bile kot soustanoviteljice priključene že leta 2012. Sosednje občine so šle zraven zato, da bi zaokrožili celovit projekt mariborskega turizma Maribor Pohorje. In ve se, Dravska dolina ni ena in edina. Dravsko dolino sestavlja več občin, ne samo mestna občina Maribor. Vsaka občina se po pripravi razpisne dokumentacije na razpise prijavi samostojno. Priporočljivo bi bilo, da se vsaj delno financira sama. Zavod za turizem pa sicer lahko predlaga iztočnice za sofinanciranje, vendar je to na ravni županov. Župani torej dobijo predlog, ga preučijo, nadgradijo in potem je na ravni mariborskega župana, da se loti prve faze usklajevanja z občinami soustanoviteljicami, da se župani med seboj poenotijo, kakšen bo ključ sofinanciranja. Kje tiči glavni razlog, da do večjih sodelovanj med občinami soustanoviteljicami še ni prišlo, pa bomo še raziskali.